V Sloveniji je uradno registriranih kar 48 različnih verskih skupnosti. Za njihovo medsebojno sodelovanje ter sodelovanje z državo skrbi Urad za verske skupnosti. Na zadnjem srečanju so govorili o pomenu medreligijskega dialoga v Sloveniji. Navzoč je bil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar, kar potrjuje izreden pomen medreligijskega dialoga za slovensko državo. Država Slovenija oziroma Ministrstvo za kulturo namenja precej pozornosti dialogu z verskimi skupnostmi. Zakaj je temu tako? Ja, to vprašanje, ne vprašanje, vendar pa to, da obstaja medverski dialog, je zelo pomembno. Na ta način se ljudje, ki so različnih ver, različnih prepričanj, se med sabo spoznavajo, postajajo zaradi tega tudi bolj strpni in pomeni, da v družbi potem iščemo konsenze in lahko zaradi tega vsi bolje živimo in se usmerjamo k tistemu, kar je dobro. Uvodoma ste dejali, da je država zelo pomemben dejavnik za samo sodelovanje in komunikacijo med samimi verskimi skupnostmi. Kaj to pomeni? To predvsem pomeni, da nisem hotel vloge države ne povečevati, ne zmanjševati, ampak da sem jo enostavno ugotovil. Povedati želim, da se, kolikor seveda medverski dialog v Sloveniji lahko sploh opazimo, sploh pa stališča države, ponavadi vrši v ožjih, manjših ali posebej, ne vem, strukturiranih interesnih skupinah ali povezavah verskih skupnosti. Država pa je vendarle mesto, ki večkrat v letu zbere pripadnike vseh ali večine verskih skupnosti, vsekakor so vsi povabljeni. In tega dejstva, kadar govorimo o medverskem dialogu, zagotovo ne gre prezreti. Zato, ker se v tem forumu, torej državnem forumu, predstavniki verskih skupnosti srečujejo v najštevilčnejši obliki, zato ker je njihova komunikacija na tem mestu izjemno kulturna, v skladu z vsemi civilizacijskimi standardi in ker konec koncev ta komunikacija zbuja nadaljne procese. Gospod Mufti, ste najvišji predstavnik ene največjih verskih skupnosti v Sloveniji. Medverskemu dialogu dajete velik pomen torej. Pa seveda je pomembno, ko govorimo o medverskem dialogu, moramo se zavedati, da pomembno vlogo najprej morajo imeti verske skupnosti. Seveda država bi lahko bila kot določeni koordinator vseh teh dejavnosti, ko govorimo o različnih seveda verskih skupnosti in tudi moramo vedeti, da je znanost tukaj, posebej pa družbeno-slovne znanosti so pomembne, kako in na kakšen način danes, da razumemo sodobno družbo, v kateri živimo. Verski dialog in takšna podobna srečanja so zelo koristna, da spoznamo drug drugega, da gojimo nekaj, kar nam je Bog zapovedal, da smo ljudje, ki sprejemamo drug drugega, ne glede, da smo različni, ne glede, da imamo drugačno ideologijo, razumevanje sveta, razumevanje vere, kajti mi smo tukaj postavljeni in jaz verjamem v enega Boga. In če ta en Bog dovoli, da nas je toliko različnih, potem jaz sem odgovoren, da tudi to dovolim. Vsekakor je glavni pomen v tem, da se najprej začnemo bolje razumeti med seboj, spoštovati različnost, drugačnost, ki je videti v tem eno prednost, ki lahko bogati naše sobivanje. Druga prednost pa je v tem, da različne religije, različne verske skupnosti vendarle delimo neke osnovne stvari. Te so nam skupne, predvsem ko gre za dostojanstvo človeka, za prizadevanje za človekovo kakovost življenja in mislim, da tukaj z sodelovanjem, ki pa lahko temelji samo na dialogu, ki vključuje in drugačnost, različnost, kot tudi skupnost, lahko naredimo veliko. Tako da tu sta za mene dve osnovni prednosti, ki jo premalo, nažalost, izkoriščamo. V
ocenjujemo, da je medverskega oziroma medreligijskega dialoga vedno premalo. Čisto konkretno menimo, da je treba med različnimi religijami oziroma verskimi skupnostmi iskati najmanjši skupni imenovalci, ne poudarjati razlik. Ker vsaj svetovne religije, pa tudi druge, imamo neko osnovno etično podlago, ki jo delimo in je praktično posod bolj ali manj enaka. V svojem prispevku o medverskem dialogu ste omenili misel iz Svetega pisma, da je pravzaprav potrebna ljubezen, ne pa znanje. Ja, zdi se mi, da med nami, med ljudmi, je danes dosti bolj potrebno srce kot glava. Glave imamo zadosti. Glava se je zelo hitro razširila, če pogledamo družbo, zelo malo pa se je delalo na srcu, na pravilnih medsebojnih odnosih. In če govorimo o pravilnih medsebojnih odnosih, se mi zdi prav, da o tem spregovorimo verske skupnosti med sabo, da se začnemo drugače drug drugega gledati, dojemati in da to širimo med svoje pripadnike in pa tudi nepripadnike, da čujejo naše sporočilo o pravih odnosih, ker drugače ne vem, kam bo ta svet šel. V svojem predavanju ste omenili različne poti medverskega dialoga, ki naj bi bile uspešne. Katere so na kratko? Najbolj bistvena pozitivna sestavina medreligijskega dialoga je iskredna naravnanost k drugemu, prepoznavanje in pripoznavanje drugačnosti, posebnosti drugega in hkrati tudi skupne poti oziroma tistih skupnih značilnosti, ki jih ima sleherna religija, pa vendarle ne pozabljamo pri tem, da je vsaka religija svojstvena, nenadomestljiva, brez slehernih, vrednostnih, hierarhičnih postavitev vrednotenja ene religije nad drugo oziroma postavljanja vrednostnih sodb. Kaj pa je po vašem mnenju tisto, kar bi še bolj lahko obogatilo medverski dialog? Vsekakor vnašanje ženskega glasu v medverski dialog, kajti ženska perspektiva vedno da ima svoj izraz praktičnosti, konkretnosti, življenjskosti in pa hkrati kultiviranje sočutja. Prav tako se mi zdi, da bi bilo potrebno, da se v bistvu vse religijske skupnosti oziroma religije združijo v vprašanju sodobnega človeka pri senzibilizaciji sodobnega človeka v zvezi z vprašanjem kultiviranja te senzibilnosti v odnosu do narave, do ekologije, ekološke osveščenosti in pa morda neka skupna gesta, nek klic vseh religij k vsem verujočim in neverujočim boljši prihodnosti, skupni prihodnosti slovenske države. Kje kot ministrica vidite največje težave v sodelovanju z verskimi skupnostmi? Mislim, da težav ni, če je dialog. To se pravi, vzpostaviti moramo ustrezen dialog in potem bodo težave tudi izginile, vsaj večino. Veliko je, meni se zdi, različnih idej in tudi gibanj, ki jih sploh ne vidimo, kaj se dogaja. Za nas je najbolj pomembno, da na ravni vsakdanjega življenja ljudje komunicirajo in tudi poskušajo priti do informacije o tem, kaj so ne samo tiste povezovalne točke, ampak tudi razlike med ljudmi. Jaz se strinjam, da je ta praksa, da tako rečem vodi država, nekako in je iniciatorka tega pogovora, ker ona je zainteresirana najbolje v tem smislu in je odgovorna za mir, za neko sobivanje, sožitje. Seveda to ne pomeni, da mi nismo, da smo lahko neodgovorni, ali ona ima to nalogo, zato obstaja. Mi lahko samo pomagamo in mi smo v naši verski skupnosti veseli in bomo se pozitivno odzivali in pomagali državi na tem področju. Ali ste kot majhna verska skupnost v Sloveniji zadovoljni s svojim položajem v družbi in seveda v družbi drugih verskih skupnosti? Lahko rečem da in ne. Po eni strani mislim, da smo lahko zadovoljni s tem, da imamo res versko svobodo, kjer lahko živimo svoja prepričanja, kjer jih lahko na najboljši možni način udejanjamo in tudi prispevamo skozi njih k boljšemu življenju širše skupnosti. In prav tukaj na tem področju pa spet nastajajo določene težave ali pa kratki stiki in mislim, da je premalo dialoga
tako med nami, med verskimi skupnostmi, kot tudi državo in verskimi skupnostmi. Včasih tudi premalo upoštevanja različnosti in posebnosti posameznih verskih skupnosti. Mislim, da velikokrat prihaja tudi do neupravičenih delitev na majhne in velike, in na nove in starejše. No, tudi tukaj lahko rečem, kot tudi verjetno druge manjše skupnosti, na nek način ja, na drug način ne. Kakšnih posebnih težav nimamo, saj smo odvisni sami od sebe, a ne tako finančno kot drugače. Po drugi strani se pa z vidika države ne postavlja vprašanje, kako se bo celo polje verske svobode pri nas dolgoročno uredilo. Kakšni pa so načini, po vašem mnenju? Jaz vidim dva načina. Eno so skupne molitve, kot je bilo danes tudi omenjeno. Skupni obredi bi bilo malo preveč vsega. Tukaj imamo ekumenska srečanja, ampak kjer bi lahko bili dejansko v skupnih molitvah prisotni od Hare Krišne do židovske skupnosti, do rimokatoličanov, do budizmov in bi skupaj dali en manifestacijo, se pravi, kjer bi skupaj pokazali, da smo mi med sabo dobro in da bi tudi tisti, ki bi prišli to sporočilo, prejeli. V svojem prispevku ste omenili, da je pogoj za medverski dialog pot k resnici skozi odstiranje zablod in laži. Pred kratkim smo imeli v Ljubljani šov 3 vidnih slovenskih filozofov na temo resnice. Kaže, da se strinjamo, da je v zgodovini izrazito veliko naplavin in da so prav verske skupnosti ene od tistih skupin, ki so poklicane za to, da ljudem pomagajo skozi te naplavine. In vprašanje naravoverstva, ki se ga lotevamo v naši mreži, je povezano z tradicionalnimi znanji, ki so zaradi naplavin še vedno izven kolektivne zavesti in izven znanja, ki bi bilo ponotranjeno strani ljudi in tudi potem uporabljeno. Mi smo zato umestili medverski dialog v kontekst razvoja, kajti uporaba vseh znanj, ki so bile v civilizaciji na voljo, je za razvoj ključnega pomena. Do neba, tako da nam le ti prepričujejo. Kako pa kot družboslovka, kot znanstvenica ocenjujete konkretni medverski dialog v Sloveniji? Konkretni medverski dialog v Sloveniji pravzaprav v mojem pogledu se počasi premika iz polja ekumenskega sodelovanja, medverskega sodelovanja v polje medreligijskega sodelovanja, kjer so zajete in nekako upoštevane vse barvite pestrosti religijskih stvarnosti in oblik. Kot direktor Urada za verske skupnosti in tudi kot družboslovec ste bili zelo zadovoljni z vsebino tokratnega srečanja. Vsebina je bila zelo močna in zelo večplastna. Ni se zgodilo velikokrat v zgodovini našega urada, da nam je tako simbolno kot tudi siceršno priznanje pokazal predsednik vlade svojo navzočnostjo. Naša gostiteljica, ministrica, nas je tudi močno podprla. Predstavniki verskih skupnosti pa se mi zdi, da z leti, ko opazujem njihovo delo in prihajanje na podobne posvete, močno zorijo, kakovost njihovih prispevkov raste in v zadnjih letih je prisotne tudi vse več dobre energije, pripravljenosti, skratka dobre volje. Tako da smo s posvetom res izjemno zadovoljni.